Na političnem prostoru smo bili pred dnevi priča ponovni združitvi bivše koalicije. Kot v vsakem razmerju so tudi oni potrebovali nekaj časa narazen, da ugotovijo, kako močno se v resnici pogrešajo. Združil pa jih je boj proti vladni omejitvi gibanja na občine, pri čemer je svoj glas povzdignil poslanec SAB Marko Bandelli. Smo omejili dostop občin z ene občine v drugo, občine, ki imajo po 2000-3000 prebivalcev. En blok v sredi Ljubljane ima toliko prebivalcev. En. Pa imamo tle mestne četrti, ki bi mogli omejiti. 350 000 ljudi lahko gre okrog, kamor hoče, mi smo pa omejeni. Nobene trgovine, nobene reči. Ma točno tako, ste slišali, porka Madonna! Gospod Bandelli ima prav! V Sloveniji je 212 občin, pri čemer so nekatere tako majhne, da ljudje prečkajo občinsko mejo, čez bajte odnesejo smeti. Kar hočem reči, da je fajn, da so sprostili tenis, tudi en drek pomaga, če v tvoj občini ni tenis igrišča. Druga fronta, ki jo je v tem tednu odprla opozicija, pa so posli z nakupom zaščitne opreme. Poslanci opozicije so prepričani, da smo nekatere maske glede na njihovo kvaliteto rahlo preplačali. Minister je rekel, da so te maske ustrezne, da se niso narejene iz kuhinjskih servet, ampak kot vam pokažem, to se raztrga. Enostavno je to nedopustno, te maske niso primerne za zaščito. Vlada je kupila kar 1 milijon takih mask in jih razposlala občinam ter štabom civilne zaščite. Očitno imajo nekatere občine tako majhno število okužb, da je vlada ocenila, da tam prebivalci bolj kot zaščito za svoj obraz potrebujejo zaščito za svoj sendvič. Zato sta zraven še 2 gumici. Da se ti po poti ne odvije. Tiste, ki so maske dejansko nosili, pa je najbolj zmotilo, da gumice preveč tiščijo in da servet nima velikonočnih motivov. Drugi sporni nakup, ki je zmotil tako opozicijo kot kriminaliste, pa so maske, ki jih je blagovnim rezervam zagotovil poslovnež Joc Pečečnik. Slovenski podjetnik je državi namreč dostavil slab 1,5 milijona navadnih kirurških mask, ki pa so bile označene kot skoraj 4-krat dražje maske FFP2. Razlika v ceni bi bila v konkretnem primeru okrogle 3 milijone evrov. Treba je priznati, da so nas v zadnjih tednih kar 2-krat nategnili. Prvič, ko je na škatle pisalo FFP2, noč so bile pa kirurške maske, in drugič, ko je na škatle pisalo servete, noč so bili pa prtički. Vrednost posla s kirurškimi maskami so med tem že znižali, Joc Pečečnik pa je svoj nakup kar sam prijavil Računskemu sodišču. Gre za šele drugo samoovadbo v zgodovini samostojne Slovenije, po tistem, ko se je Krajčič hvalil, da je ukradel sendvič. Pri vseh preplačenih nakupih zaščitne opreme pa se seveda pojavi vprašanje, zakaj Zavod za blagovne rezerve sploh potrebuje posrednike, ki zaračunavajo mastne provizije. Zavod blagovne rezerve Slovenije imajo približno 60 zaposlenih. Imajo enega računovodjo, nekaj administrativnih delavcev, pravnika. Nikoli niso sklepali zahtevnejših pogodb v tujini. Nekaj nabav je bilo s Hrvaške, ampak to so manjše nabave. Zdaj pa si vi predstavljajte, da mi rečemo blagovnim rezervam, pejte, najdite dobavitelja z Kitajske, sklenite z njim pogodbo, zrihtajte prevoz in jih pripeljte v Slovenijo. Ne gre. Državni sekretar gospodarskega ministrstva je očitno razložil, zakaj potrebujemo posrednike. Hkrati pa priznal, da njegovi zaposleni niso najbolj sposobni. Najbrž je 130 milijonov evrov vreden mednarodni posel težko zaupati ljudem, katerih največji meddržavni nakup je 60 kilogramov zdenka sira. Ker je bilo zaradi prevelikega števila nepravilnosti treba najti grešnega kozla, ga je gospodarski minister Zdravko Počivalšek hitro našel v direktorju blagovnih rezerv Antonu Zakrajšku. Takoj sinoči je že prišlo do menjave na vrhu državnih blagovnih rezerv. Nekdanji župan iz vrst SDS Anton Zakrajšek, ki je zavod vodil od leta 2008, se uradno umika iz zdravstvenih razlogov. Na očitke gospodarskega ministra Počivalška, da pri nabavi ni ravnal kot dober gospodar, pa odgovarja. Ravno zaradi vpletanja ministrstva stvari ne potekajo, kot bi morale. Direktor blagovnih rezerv je tako postal zgolj še en človek, ki je v času karantene izgubil službo. Ker za nepravilnosti pri nakupih krivi gospodarsko ministrstvo, je opozicija zoper Počivalška že napovedala interpelacijo. Če se je gospodarski minister res loteval prepovedanih prijemov, ne moramo vedeti. Vemo pa,
da je Zdravko Počivalšek dober poslovnež. Jaz poznam vsaj 10 ljudi, ki jim je zrihtel službe. In to za 2 let. Žal pa ni več prepričan, če bo službo obdržal sam. Zgodba, ki je dobila v zadnjih tednih medijske razsežnosti, se je spremenila v režiran in pa politično motiviran lov na mojo glavo. Če slučajno niste vedeli, kako se reče, ko te dobijo, da po telefonu blagovnim rezervam naročaš obvezno plačilo 8 milijonov za opremo, ki je še do danes niso dobili, se reče temu lov na mojo glavo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.